Dober dan, lep pozdrav vsem kmetom, kmetijskim svetovalcem, projektnim partnerjem in ostalim zainteresiranim. Dobrodošli na sklopu predavanj dobre kmetijske prakse v naravi, dobre kmetijske prakse naravi prijaznega kmetijstva v območjih Nature 2000. Tole predavanje organiziramo na Kmetijsko-gozdarski zbornici v okviru projekta Life IP Natura, pa bomo kar začeli s predstavitvijo. Samo trenutek, da naštimamo predstavitev. Vidimo? Tako. Za začetek bom predstavil uvod v predavanje, in sicer z naslovom Kmetijstvo in naravovarstvo za prihodnost ohranjanja narave in trajnostnega kmetijstva. Nato bo odpredaval kolega iz Zavoda za varstvo narave Republike Slovenije, in sicer na temo živalskih in rastlinskih vrst, ki potrebujejo kmetijstvo in kmetijstvo potrebuje njih. Sledi predavanje Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, kjer vam bodo predstavili priložnosti skupne kmetijske politike za od leta 2023 do 2027 za Naturo 2000. Na koncu pa bomo predstavili še varstvo narave in kmetijstvo z roko v roki. To vam bodo odpredavali iz Kmetijsko-gozdarskega zavoda Nova Gorica. Pripravili pa so tudi dva zanimiva posnetka, in sicer predstavitev živinorejske kmetije na območju Nature 2000 in pa trajnostno in ekološko oljkarstvo na območju Nature 2000. Na koncu bo pa še sledil čas za kakšna kratka vprašanja. Za kaj bolj podrobnega se boste pa obrnili preko maila na mene, pa bomo poskusili to kasneje rešiti. Zdaj pa še nekaj osnovnih informacij. Prosim, da se v času predavanja utišate, in sicer tako, da pritisnete na mute. Med predstavitvijo lahko v chat zastavite vprašanja ali pa dvignete roko. Prosil pa tudi tiste, ki nimate v programu zapisanega imena, da zapišete ime in priimek, zato da mi potem lažje vodimo tele evidence glede prisotnih. Pa bomo kar začeli z mojo predstavitvijo. Jaz sem Matevž Močnik-Grčar, prihajam iz Kmetijsko-gozdarske zbornice Slovenije. Predstavil pa vam bom nekako del o Naturi in pa o našem projektu. Naslov tega predavanja pa je Kmetijstvo in naravovarstvo za prihodnost ohranjene narave in trajnostnega kmetijstva. Moramo se zavedati, da je narava v Sloveniji med bogatejšimi v Evropski uniji in je nekako, moramo se zavedati, da je narava v Sloveniji med bogatejšimi v Evropski uniji, Natura 2000 pa je temelj varstva narave na evropski ravni. Območja Nature 2000 so namenjena ohranjanju evropsko pomembnih, redkih in ogroženih živalskih in rastlinskih vrst ter življenjskih okolij v državah članicah. Za območje Nature 2000 ohranjamo evropsko pomembne živalske vrste. Skozi generacije pa smo nekako v Sloveniji naravo ohranili v takšni meri, da več kot polovico Slovenije, kar 56%, pod pomembnimi območji. Tu pa štejemo Natura 2000 območja, zavarovana območja in pa naravne vrednote. Letos praznujemo v Sloveniji polnoletnost Nature. To je kar lepa obletnica. Sodimo med države
z najvišjim deležem območij Nature 2000 v Evropski uniji. To je lepo priznanje za ohranjenost naše narave, po drugi strani pa pomeni veliko odgovornost za nas. Ta območja še naprej moramo ohranjati, kar pa lahko dosežemo le s sodelovanjem vseh sektorjev varstva narave, sem pa sodijo kmetijstvo, gozdarstvo in pa upravljanje voda. Slovenija je med naravno najbogatejšimi območji Evrope in sveta glede raznolikosti vrst. Pa če si pogledamo rastlinske in živalske vrste, imamo kar 22.000 živalskih vrst v Sloveniji, od tega jih je 800 zavarovanih in pa od teh jih je 205 v Naturi 2000. Pogledamo še rastlinske vrste, ki jih pa imamo 3500, od tega je 300 zavarovanih in od teh 300 še 27 v Naturi 2000. Dobrih 37% ozemlja Slovenije spada pod območja Nature 2000, kar je glede na ostale številke v Evropi zelo veliko. Kar 70% površin spada med gozdove, 20% imamo kmetijskih površin, 4% so površin nad gozdno mejo oziroma praktično vse površine nad gozdno mejo spadajo v Naturo, 2% imamo pozidanih površin in 1% vodnih površin. Zdaj, če tele številke se štemo, ne dobimo 100%, zato ker je še nekaj površin nekako ni zajetih, ker so še ostale površine, ki so recimo ceste in različne infrastrukture. Kmetijstvo in varstvo narave, zakaj sta nepogrešljiva? Skozi stoletja je kmetijstvo oblikovalo različna tipična življenjska okolja, ki so pomemben življenjski prostor za številne rastlinske in živalske vrste. Z varstvom živali in rastlin ter območij Nature 2000 ljudem zagotavljamo možnost preživetja in kakovostno sobivanje z naravo. Dejstvo pa je, da brez kmetijstva tako raznolike pokrajine, kot jo vidimo tukaj na tej slici spodaj, ne bi imeli. Je pa problem, če to kmetijstvo postane preintenzivno ali pa seveda obratno, če pride do zaraščanja površin. Sedaj si bomo pogledali ključna sporočila Nature 2000 in kmetijstva v Sloveniji. Ukrepi v kmetijstvu zaradi Nature 2000 so med manjšimi po obsegu. Na kmetijskih površinah so bili v letu 2019 zaradi Nature 2000 opredeljeni naravovarstveni ukrepi na skupno 6,4% vseh kmetijskih zemljišč v uporabi v Sloveniji, kar, če pogledamo, ni tako veliko. Skupna kmetijska politika pa ima ključne cilje in to so prehranska varnost, sem sodi pametno, konkurenčno in raznoliko ter odporno kmetijstvo. Pomembno je tudi krepitev podeželja oziroma socialni ekonomski vidik, kajti kmetija, ki nam ne omogoča preživetja, nekako nam ne pripomore k prehranski varnosti. In skrb za podnebje ter okolje in doseganje podnebnih ciljev. O SKP-ju bo povedal več sodelavec kasneje. LIFE integriran projekt za okrepljeno upravljanje Nature 2000 v Sloveniji vodi Ministrstvo za okolje in prostor v sodelovanju s 14 partnerji. V tem našem projektu imamo, se pravi, vključena 2 ministrstva za okolje in prostor in pa za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano. Močen je tudi kmetijski sektor, gozdarski, naravovarstveni, vodarski in pa izobraževalni. Čisto konkretni cilji našega projekta pa so nov program upravljanja Nature 2000, nacionalna monitoring shema, konkretne akcije na pilotnih območjih, ki bodo imele daljši učinek od trajanja samega projekta, potem nova znanja in več medsektorskega sodelovanja za varstvo narave,
boljša informiranost o naturi in pa večje razumevanje naturi in s tem tudi delovanja narave ter lažje iskanje učinkovitih rešitev za varstvo narave. Na spletni strani projekta si lahko pogledate tudi zbrane 3 sklope dobrih praks. Če si pogledamo sistemske spremembe programa razvoja podeželja za obdobje 2014-2020, obsegajo spremembe oziroma odpravo pomanjkljivosti ciljnih operacij oziroma KOPOP ukrepov. Med terenske dobre prakse lahko uvrstimo denimo obnovo travniških površin, semeni lokalnega izvora, ohranitev travniških sadovnjakov, prostovoljne delovne akcije, razvoj različnih blagovnih znamk, povezovanje kmetov, kot recimo souporaba kmetijske mehanizacije, odprava zaraščanja površin in tako dalje. V sklopu komunikacije in pa sodelovanja lahko poleg izmenjav izkušenj umestimo dogodke, kot je recimo tale, ki ga danes spremljamo, kjer so vpleteni različni sektorji in tako skupaj pridemo do željenih ciljev. Več o dobrih praksah pa si lahko preberete na tele spodnji povezavi. Zdaj pa, če se usmerimo še malo na naš projekt. V projektu imamo 3 pilotna območja, in sicer Istra, Kamniško-Savinjske Alpe in Grintovci ter Štajerska. Na teh območjih je tudi razvito kmetijstvo. Tu najdemo vinograde, pašnike, sadovnjake in njive. Zdaj pa si bomo pogledali še vsako območje posebej. Zdaj, večina tukaj vas mogoče najbolj pozna tole pilotno območje Slovenske Istre. Na tem območju so mokrotni travniki in tradicionalna bogata suha travišča z metulji, ki predstavljajo ugodno rastišče za divje orhideje. Reka Dragonja je osrednja vodna žila tega območja. Izvajanje aktivnosti na tem območju so trenutno v začetku. Trenutno poteka priprava nabora ukrepov, več pa boste o temle konkretnem pilotnem območju izvedeli v naslednjih sklopih predavanj. Nato imamo pilotno območje Kamniško-Savinjske Alpe in Grintovci. To je na relativno visoki nadmorski višini, kjer najdemo bogato floro in fauno, med katerimi so pionirski gozdovi črnega bora ter pomembni deleži slovenskih populacij malega skovika, divjega petelina, ruševca in belke. Poleg tega na tem območju najdemo tudi planine z gorskimi ekstenzivno gojenimi travniki in pašniki. Tukaj na tem pilotnem območju lahko izpostavimo primer dobre prakse sodelovanja s kmetom, kjer smo v okviru akcije postavili električne ograje na delu pašnika za namen ohranitve oziroma spremljanja populacije močvirskega mečka. Glede tele akcije smo imeli tudi objavo v Kmečkem glasu, tako da če koga zanima, lahko piše, pa mu posredujemo tudi tale članek. In še zadnjo pilotno območje Štajerske. Na tem pilotnem območju so območja ekstenzivnih, mokrotnih in občasno poplavljenih travnikov, na katerih raste modra stožka, ki velja za enega najbolj ogroženih tipičnih življenjskih okolij v Sloveniji. To pilotno območje zajema Ličnico pri Poljčanah, Volčeke, Boč, Haloze in Donačko goro, Dravinjo s pritoki ter Dravinjsko dolino. Na tem območju se pa zelo pogosto srečujemo z dvema skrajnostima, in sicer to sta opuščanje ali pa zaraščanje površin. Naši
sodelavci na terenu se pa zelo trudijo in moram reči, da so dosegali že kar lepe dogovore s kmeti in pričakujemo tudi neke pozitivne rezultate. Tukaj pa povzročajo velike težave tudi invazivke, ki so se kar razrasle na nekaterih mestih. Prihodnost sodelovanja kmetijstva in varstva narave. V kmetijstvu se na eni strani srečujemo z opuščanjem, na drugi strani pa z intenziviranjem površin. Za naravo in ljudi nobena od teh dveh skrajnosti ni dobra. Zato institucije varstva narave v sodelovanju s kmetijskim sektorjem izvajajo številne aktivnosti za ohranitev kmetijske krajine ob sočasnem ohranjanju narave. Pestrost živalskih in rastlinskih vrst v kmetijski krajini je namreč pokazatelj nekega dobrega stanja. V bistvu moramo se zavedati, da z ohranjanjem vrst bomo predvsem sebi in našim zanamcem omogočili kvalitetno preživetje, ker če bomo našli najbolj občutljive vrste v naravi, to pomeni, da bo nekako narava in okolje tudi za človeka ugodna. Tole je bilo iz moje strani vse. Hvala za pozornost. Lahko zastavite kakšno vprašanje, če želite, ali pa me kontaktirate na mail. Vprašanj nimamo, tako da bi mogoče kar prosil, če se pripravi naslednji sodelavec, in sicer Vinko Treven iz Zavoda Republike Slovenije za varstvo narave. Hvala za besedo. Bi prosil, če lahko delim zaslon. Še vedno ne morem deliti zaslona. Sam moment. Samo majčken. Evo, zdajle bo pa šlo. Super. Takole, hvala. Se vidi? Se vidi, ja. No, lep pozdrav vsem. Sem Vinko Treven z Zavoda za varstvo narave z Nove Gorice. Jaz bom povedal nekaj o pomenu biotske pestrosti, o rastlinskih in živalskih vrstah v kmetijski krajini, ki jih varujemo znotraj območja Nature 2000. Biotska pestrost gre naprej ali ne gre naprej? Prezentacija? Ne gre naprej, Vinko, še. Prav. Nekaj ne bo v redu. Zdaj gre? Zdaj smo izgubili. Ne deli zaslona, Vinko, še enkrat deli zaslon, pa potem probe še enkrat. Drugače bom pa jaz provala deliti. Ok, poskusim še enkrat, če ne pa bom prosil vas. Vinko, zdaj vidimo tvoje namizje. Ja, ne morem. Kar v miru, samo tako, da veš. Je? Ja.
Ok, deluje. Deluje, ja, super. Okay. No, se opravičujem. No, potem bom pa kar začel. Biotska pestrost vključuje vse rastline, živali ter druge organizme, ki živijo, rastejo, dihajo, letijo, plavajo v svojih življenjskih okoljih, ki jim predstavljajo svoj dom. Ljudje smo tudi del tega. Okoli nas imamo zelo različna specifična okolja, kot so gozd, travniki, vode. Če pogledamo od bližje, recimo travnik, vidimo, da to niso le trave, pač pa so tudi druge cvetoče rastline, raznovrstne živali, od najmanjših do precej večjih, plazečih, letečih. Vsi so med seboj v različnih interakcijah, vendar navzven pa delujejo kot celota in skupaj ustvarjajo en funkcionalen sistem, ki ga imenujemo ekosistem. Imamo pa različne ekosisteme in več, ko je v določenem ekosistemu različnih vrst rastlin in živali, bolje funkcionalen in bolje trajen. Zakaj ohranjati te ekosisteme v čim boljšem stanju in zakaj spodbujati in ohranjati biotsko raznovrstnost? Narava nas zalaga z najosnovnejšimi dobrinami, ki so potrebne tudi za naš obstoj, kot so voda, zrak, hrana. Gozdovi so na primer pljuča zemlje, tu se na eni strani ustvarja kisik, po drugi strani se porablja ogljik. Rastlinska odeja blaži vremenske vplive, nudi zaščito pred poplavami, sušo, vetrom, razstruplja in razgrajuje odpadke. Prostotekoči vodotoki z naravnim priobalnim pasom ohranjajo samočistilno funkcijo, predstavljajo primerno okolje za mnoge vodne organizme. Žuželke, ptiči, netopirji oprašujejo rastline, med njimi tudi kmetijske kulturne rastline, obenem pa nadzorujejo škodljivce in bolezni. Deževniki in drugi talni organizmi pa ustvarjajo in obnavljajo rodovitno prst. Nenazadnje pa je narava tudi lepa in nam lahko predstavlja sprostitev. Človek ima pri oblikovanju in vzdrževanju ekosistemov veliko vlogo. V večini primerov so ekosistemi plod naravnih značilnosti ter tradicionalne rabe naravnih dobrin. Ravno zato so človekove dejavnosti in stopnja ohranjenosti narave tako zelo soodvisni. Človek s svojimi dejavnostmi lahko negativno vpliva na stopnjo biotske raznovrstnosti in spreminja to sposobnost zdravih ekosistemov, da bi še naprej zagotavljali čim večji obseg dobrin in storitev. Biotska raznovrstnost upada tako v Sloveniji kot na nivoju celotne Evrope. Da bi zaustavili in obrnili ta trend izumiranja rastlinskih in živalskih vrst, je Evropska unija vzpostavila mrežo območij Nature 2000. Omrežje temelji na direktivi o pticah, katere cilj je zaščititi prostoživeče ptice in njihova najpomembnejša življenjska okolja, ter na direktivi o habitatih, katere cilj je zaščititi redke, ogrožene ali pa endemične vrste ostalih živali in rastlin ter habitatnih tipov. V razlago, habitatni tip je v bistvu del ekosistema, kjer so
prisotne značilne rastlinske vrste skupaj, katere je odvisno, pa je odvisno od kamninske podlage, prsti podnebja, prisotnosti vode, svetlobe, kot na primer pač niso vsi travniki enaki. No, ob vstopu v Evropsko unijo je Slovenija morala določiti ta vrednejša območja in je na njih potem takem dolžna zagotavljati ugodno stanje ohranjenosti ogroženih vrst in habitatnih tipov. Obe direktivi tudi nalagata državam članicam, da vsakih 6 let poročajo o stanju ohranjenosti teh vrst in habitatnih tipov, ter tudi o izvedenih ukrepih. V nadaljevanju se bomo osredotočili na Natura 2000 območja, ki ležijo na območju pristojnosti Kmetijsko-gozdarskega zavoda Nova Gorica. Tukaj so našteta le tista območja, znotraj katerih se varuje vrste in habitatne tipe, ki so vezani na kmetijsko krajino. Narava in človek sta se v tisočletjih kmetovanja neločljivo povezala. Nekatere vrste in habitatni tipi za svoj obstoj potrebujejo tradicionalno rabo, to je ekstenzivna raba. V kmetijski krajini so pa ključnega pomena tudi tradicionalni krajinski elementi, ki niso le življenjsko okolje varovanih vrst, ampak imajo tudi druge pozitivne učinke na okolje in na kmetijstvo. S tradicionalno rabo naravnih virov in krajine nasploh zagotavljamo ugodno stanje varovanih vrst in habitatnih tipov. V nadaljevanju si bomo ogledali konkretne vrste in habitatne tipe, ki jih varujemo znotraj naših Natura 2000 območjih. Rad bi poudaril najprej, da z ukrepi za varovanje posamezne vrste ali pa habitatnega tipa ne varujemo le njih, pač pa določeno prilagojeno upravljanje vpliva na še vse ostale prisotne vrste in habitate ter splošno podpira biodiverziteto. Mokrotni travniki, ti sodijo med najhitreje izginjajoče in so varovani v teh območjih, ki so našteti tukaj na prosojnici. To so negnojeni travniki na vlažnih do mokrotnih tleh, ki zaradi slabo prepustne podlage v delu leta zastaja. Vzdržujejo se s košnjo 1 do 2krat letno, predvsem za steljo. Naslednji travniki se pojavljajo v 3 oblikah, kot vlažni, suhi in srednji. To so nižinski ekstenzivno gojeni travniki na hranljivih propustnih tleh, ki so lahko pač občasno tudi poplavljeni. So vrstno bogati travniki, vendar v njih prevladujejo visoke trave, ki so pomembne zaradi svoje krmne vrednosti. Kosijo se 1, 2krat letno, izjemoma tudi 3krat. Naslednji tip travnikov so pa suhi travniki. Tla so tle glede na hranila zelo raznolika, od malo hranil na skeletnih tleh pašnikov, pa do globokih rodovitnih tal na flišu in na kraških poljih. Vrste na teh travnikih ne prenesejo gnojenja, kosijo se 1 do 2krat letno. Vse te naštete travniške habitatne tipe ogrožajo na eni strani opuščanje rabe travniških površin, ki vodijo v zaraščanje,
na drug pa pretirana raba v smeri pridelave večje količine krme, kot jo premore ta travna ruša. To je prepogosta košnja, gnojenje, baliranje, dosejevanje travnih mešanic in tako. Travniški habitatni tipi izginjajo tudi na račun spreminjanja površin v njive in trajne nasade. Ti mokrotni travniki so pa še dodatno ogroženi zaradi izsuševanja. Zdaj si pa pogledamo še nekaj vrst in aktivnosti, ki so bile izvedene z namenom izboljšanja njihovega stanja, obenem pa so pozitivno vplivali tudi na druge ostale vrste in habitatne tipe. Se pravi, tukaj imamo metulja, strašničnega mravljiščarja, ima zanimiv in zapleten življenjski krog. Metulj živi na vlažnih travnikih, kjer uspeva tudi njegova hranilna rastlina gosenic, to je zdravilna strašnica. Obenem pa mora biti v bližini prisotne tudi gostiteljske vrste mravlj. Tako da glede na to ga ogrožajo izginjanje mokrotnih travnikov, prezgodnja košnja in pač teptanje teh gnezd mravlj, kar povzroča predvsem paša. V okviru projekta Vipava so v preteklih 3 letih recimo v bližini gozda Panovec v Novogorici očistili 2 hektara zaraščajočih se mokrotnih površin in na njih zagotovili primerno upravljanje, ki omogoča strašničnemu mravljiščarju nemoten razvoj. Kosec, njegov življenjski prostor predstavljajo vlažni travniki, ki morajo biti pozno košeni šele v jeseni. Taka travišča najdemo na poplavnih območjih, v dolinah, nekaj tudi v visokogorju. Ker gnezdi na tleh in potrebuje kritje visoke trave, mu največji grožnji predstavljata izguba travniških površin zaradi zaraščanja in spremembe rabe, predvsem pa prezgodnja košnja, ki onemogoča preživetje mladičem. V okviru projekta Kras Revita so tako za kosca na Cerkniškem jezeru v Notranjskem regenskem parku odkupili 65 hektarjev površin, ki jih za kosca primerno vzdržujejo. Na Planinskem polju je pa recimo občina Postojna odkupila skoraj 20 hektarjev. Poleg tega so pa sklenili še pogodbe za nadstandardno upravljanje na 13 hektarjih privatnih parcel. Tukaj imamo travniškega postavneža, ki poseljuje vlažne do suhe, tople, vrstno bogate travnike ter grmišča, gozdne robove od nižin do visokogorja. Gostenice potrebujejo hranilne rastline, predvsem travniško izjevko in navadni grintovec, in sicer v času od pomladi do poletja. V okviru tega projekta Life IP bomo pač v slovenski Istri z izboljšanjem stanja suhih travišč vplivali tudi na izboljšanje stanja tega metulja. Hribski škrjanec naseljuje topla, suha, nižinska območja. Njegovo značilno življenjsko okolje je mozaična kmetijska krajina, kjer se prepletajo različni tipi travnikov, njiv, predvsem drevesne in grmovne mejice. Gnezdi sicer v višji travi, zato ga ogroža predvsem izginjanje življenjskega prostora, kar je v nižinah se travniki spreminjajo, pač na hribovitih območjih se pa zaraščajo. V okviru projekta Vipava v preteklih 2 letih so nad gojačami v
Vipavi očistili 25 hektarjev zaraščenih površin. Za vzdrževanje teh površin pa z letošnjo sezono uvajajo sezonsko pašo koz v Čredinkah. Kot že omenjeno, pri ohranjanju biotske pestrosti v kmetijskih ekosistemih imajo bistven pomen tudi krajinske značilnosti, kot so mejice, solitarna drevesa in grmi, suhozidi, visokodebelni sadovnjaki, kali. Predstavljajo pomembna zatočišča, prehranjevališča, razmnoževalni habitat številnim živalskim vrstam. Ugodno vplivajo tudi na kmetijsko pridelavo, in sicer varujejo kmetijske površine pred vodno in vetrno erozijo. Večji je potencial opraševanja in naravnega zatiranja škodljivcev, omogočajo dodajanje vrednosti kmetijskim proizvodom in imajo kulturno in estetsko vrednost v prostoru. Izginjanje teh krajinskih značilnosti je seveda povezano s spreminjanjem tradicionalne rabe. Zdaj bi se na hitro dotaknili še invazivnih tujerodnih rastlin, ki jih hote ali pa nehote od drugod vnašamo v naše okolje in začnejo pri nas kazati lastnosti, ki niso zaželene, povzročajo različne težave, še posebej zato, ker se hitro razširjajo. Veliko težav povzročajo tudi v kmetijstvu, saj kot pleveli zmanjšujejo pridelek, povečujejo stroške pridelave, nekatere vrste so problematične za domače živali, ker so strupene oziroma imajo slabo krvno vrednost. Z vidika naravovarstva so škodljive, ker izpodrivajo in ogrožajo naše rastlinske in živalske vrste ter spreminjajo delovanje ekosistemov. Iz navzkrižne skladnosti izhaja, da kmetje morajo na celotnem kmetijskem gospodarstvu uvesti ukrepe za omejevanje širjenja invazivnih tujerodnih vrst, in sicer le teh, ki so tukaj na slikah, se pravi pelinolistna ambrozija, deljenolistna rudbekija, kanadska in orjaška zlata rozga, ki sta si zelo podobne, pa enoletna suholetnica. To ne pomeni, da niso prisotne tudi druge. V zadnjem času se na Primorskem z velikim potencialom širita verlotov pelin in tale raznozobi grind. Slednji je močno strupen tudi za domače živali. Sicer stroške odstranjevanja invazivnih rastlin nosi lastnik zemljišča oziroma najemnik, zato je smiselno začeti z zatiranjem invazivnih rastlin takoj, ko se te pojavijo. Takrat je strošek odstranjevanja manjši in tudi učinkovitost je precej večja. Eno večjih nadlog predstavlja tudi drevesna vrsta veliki pajesen. Ta se hitro razraste po opuščenih kmetijskih površinah. Zaradi izredno hitre rasti prehiti vse druge vrste. Na Natura območju Kras na Cerju je bil v preteklem letu izveden projekt odstranjevanja tega velikega pajesna. Območje odstranjevanja je bilo območje požarišča iz leta 2019, na katerem se je zaradi presvetljenosti tal veliki pajesen začel številno pomlajevati. Obenem je območje pomembno za metulja barjanskega okarčka, ki ga ravno tako varujemo, in se pojavlja na travniških površinah, ki se delno zaraščajo.
Za njegovo dolgoročno ohranitev na tem območju je bila pač odstranitev te invazivke nujna. Za primer v akciji so na enem hektarju odstranili približno 7000 dreves. Odstranjevanje invazivnih tujerodnih rastlin je v interesu tako kmetijstva kot naravovarstva. Sicer vsak ima svoj vidik, rezultat pa je nekako enak. Kmetijstvo vodijo eni interesi, naravovarstvo drugi. Ohranjanje biotske pestrosti v kmetijski oziroma kulturni krajini brez podpore kmetijstva je nemogoče in tudi kmetijstvo brez ohranjanja narave ne more dolgoročno vzdržati. Način upravljanja, ki je z vidika ohranjanja biotske raznovrstnosti primeren, se pravi tradicionalna ekstenzivna raba, ni nujno, da je z vidika kmetijstva nedonosna. Danes se pač v tradicionalnih rabah naravnih virov, ki ohranjajo biotsko raznovrstnost, išče nove tržne možnosti in priložnosti. Kot primer dobre prakse z drugega konca Slovenije, kjer se povezujeta kmetijstvo in naravovarstvo, je projekt Life to Grassland. Cilj projekta je ohraniti, obnoviti suha travišča. V Halozah so recimo vzpostavili prodajo ekološkega mleka ljubljanskim mlekarnam preko prevzemnika mleka Ptujske mlekarske zadruge. V odkup je vključenih 7 kmetij, ki upravljajo površine na način, ki je prilagojen ohranjanju prisotnih varovanih travišč. Na liter mleka dobijo recimo 13 centov več kot pri konvencionalni reji. V okviru istega projekta spodbudi trženja izdelkov iz suhih travišč so vzpostavili lokalno blagovno znamko z namenom promocije lokalnih izdelkov z višjim nivojem kvalitete. Kot najbolj donosni izdelek se je izkazala jagnetina iz teh travišč. Na Ljubljanskem barju v projektu Ljuba so na primer ugotovili, da kmetje na območju nastil za živali kupujejo drugod, v bistvu na Cerkniškem jezeru, oziroma ga tam kosijo. Na Ljubljanskem barju površin, ki so primerne za pozno košnjo in pridelavo nastilja, sicer ne manjka. V bistvu je bilo potrebno le povezati prave ljudi med seboj. Tako se je za kmete zmanjšal strošek prevoza. Z vpisom v ukrep, VTR ali pa stelnik, kmetje lahko dobijo tudi nadomestilo za pozno košnjo. Obenem pa s tem prispevajo k varovanju vrst, ki potrebujejo zelo ekstenzivno rabo, kot je metulj barjanski okarček in vrste ptic, ki gnezdijo v tleh. V želji na čim učinkovitejše povezovanje kmetijstva in naravovarstva tudi v prihodnje zaključujem svojo predstavitev. Hvala za pozornost, upam, da sem bil razumljiv. Seveda pa sem na voljo tudi za vprašanja, zdaj ali pa pol na koncu vseh predavanjih. Hvala, Vinko, za lepo predstavitev. Mislim, da je bila kar poučna za vse. Sigurno ste se naučili kaj novega. Če ni kakšnega vprašanja, bomo predali besedo kar kolegu iz ministrstva,
in sicer Nino Kirbiš, Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano. Hvala za besedo. Zdaj bi pa prosil Vinko, da prenehaš deliti. Problem. Je v redu. Aha, mislim, da lahko celo jaz sam to naredim. Jaz ne vem, kaj naj naredim. Samo malo. Vinko, stop sharing. Okej, sem najdel, ja. okej. Zdaj me samo zanima, če vidite ekran. Vidimo, Nino, ja, vidimo PowerPoint program, če daš še na skupno predstavitev. Zdaj vidite? Ne še. To so zopet težave, očitno. Torej ne vidite? Vidimo, ampak je treba na večji ekran, ne? Aha, predstavitev, da. Zagnati predstavitev, ja. vidite drugi. Se drugače je to tako vred. Probite Ja, najprej pa- zagnati predstavitev, pa pol šerati ekran. Aha, okej. Kaj pa sedaj? Zdaj pa dela. V redu je, super. Samo da je še naprej en slajd, da vidimo, če dela premikanje. Je? Je, Je, super. super. Ok, super. Hvala. Lep pozdrav vsem, Matevž me je že tako predstavil, zaposlen sem na Ministrstvu za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, točneje v sektorju za trajnostno kmetijstvo, prav tako pa je moja zaposlitev 100% vezana na ta projekt Life IP Natura Si, v okviru katerega tudi potekajo ta predavanja. Zdaj na začetku, sicer je bilo tam naslovo, da bom govoril predvsem o strateškem načrtu za naslednje leto, na začetku bi vseeno še izkoristil to priložnost pa predstavil te operacije, s katerimi lahko kmetje sami pripomorete k varstvu vrst, ki jih je predtem predstavljal Vinko. Torej, kot vsi veste, verjetno je leto še zadnje leto za oddajo zbirne vloge v tem programu in večino teh naravovarstvenih operacij smo izvajali v okviru ukrepa KOPOP, to so kmetijsko-okoljsko-podnebna plačila. Kaj je bilo značilnost tega ukrepa, da je vsak pač ta ukrep, vpis v ta ukrep je prostovoljen za kmeta, ob vstopu pa so edini, pogoji, da morate imeti vsaj 1 hektar kmetijskih površin, morate biti registriran v registru kmetijskih gospodarstev, pa pred vstopom v ukrep je bilo potrebno opraviti ta 6-urni program predhodnega usposabljanja. Hkrati pa je moral biti izdelan tudi program aktivnosti, vendar tu so za te naravovarstvene operacije nekatere izjeme, ki jih bom tudi izpostavil še kasneje. Kaj je razlika? Vsi veste, da ta KOPOP, ko ste se vključili v njega, je pač bila obveza, da se tiste aktivnosti izvajajo 5 let. Zdaj, zato ker se letos pač to obdobje kmetijske politike zaključuje, je v bistvu samo enoletna obveznost, tako da imate neke vrste priložnost, da kateri mogoče ste kolebali, če bi se vključili ali ne, imate 1 leto za neko poskusno priložnost, da vidite, ali vam je ta ukrep všeč ali pa ne, pa se potem naslednje leto tudi ne rabite več vključiti. Potem pa, ko se v ukrep vključite, so bile še potem sledeče obveznosti, torej vsako leto je bil ta 4-urni program rednega usposabljanja, pa bilo je potrebno uporabiti vsaj enkrat v letu to storitev svetovanja, pa seveda pač tudi za same kontrole je bilo pač potrebno voditi evidence, ne vem, pač kdaj ste kosili določeno travniško površino in podobno. Zdaj, ker je pač zadnje leto izvajanja tega ukrepa, se zdaj na novo več ni možno vse vpisati, ampak v te naravovarstvene pa je možen vpis tudi na novo v tem letu. Torej, to so te, ki so označene na prezentaciji zeleno barvo, pa jih bomo tudi kasneje še malo podrobneje pogledali. Pa še nekaj novosti so, sicer to je zdaj že drugo leto velja,
zato ker je bil vpis v te naravovarstvene operacije zelo slab, smo na ministrstvu skupaj z ostalimi deležniki odpravili nekatere te birokratske obveznosti. Tako da, na primer, če ste vpisani samo v te naravovarstvene operacije, vam ni treba za celo kmetijo več voditi podatkov o nabavi, porabi posameznih vrst gnojil in pa fitofarmacevtskih sredstev. Pa tudi, če ste samo v te 4, ki so tukaj izpostavljene, ali 5, vključeni, vam tudi ni treba več za te površine pripravljati analize tal in pa gnojilnih načrtov, kar je potem tudi ena birokratska stvar manj za voditi. Vsaj te operacije verjetno že vsi poznate, te ključne naravovarstvene so te 4, kratice so HAP, MED, VTR pa stelniki. In pa imeli smo tudi druge operacije, to so pa predvsem za ohranjanje te tradicionalne kmetijske krajine, torej imeli smo operacijo za ohranjanje mejic, visokodebelnih travniških sadovnjakov, rejo domačih živali na območju pojavljanja zveri, ohranjanje habitatov strmih travnikov, ohranjanje grbinastih travnikov, planinsko pašo pa še tudi nekatere druge. Zdaj, od teh bom izpostavil predvsem 3, torej te 3 je vse možno vpisati tudi na območju pristojnosti Zavoda Nova Gorica. Kot prva je ta operacija posebni traviščni habitati. Kaj je v bistvu namen te operacije je, da se ohranijo ti cvetoči travniki in glavni 2 zahtevi sta pač pozna košnja. Košnja pa v bistvu so predpisani datumi, na primer predvsem za zahodno Slovenijo so to datumi 20.5. za Istro, pa potem ostali so pa tam 30.5. Kar s tem zagotovimo je, da vse te ogrožene vrste rastlin pač lahko semenijo pa odvržejo seme in jih tako pač ohranjamo tudi za naslednje leto. Zdaj, glavna 2 pogoja sem omenil, to je pač prepoved košnje in paše do tega datuma, pa tudi manjša prepoved uporabe mineralnih gnojil in pa letni vnos organskih gnojil ne sme presegati 40 kg, kar v bistvu pomeni, da je treba pač s previdnostno gnojiti. Ta operacija ima še tudi 2 izbirni zahtevi, to v bistvu pomeni, da še lahko izvajate še dodatne prakse, pa potem dobite dodatno plačilo. To je pa pač pravilo mrve stravinja, da se pač to ne valira ali pa pobija v folijo. In pa na posameznih grkih lahko pustite tudi nepokošen pas, ki predstavlja nekaj 5 do 10% te površine travnika. Ga potem lahko pokosite komaj naslednjo leto. In potem za to dobite dodatno plačilo. Tu pa še ena karta v bistvu vseh teh območij, kjer je možno vpisati to operacijo HAP. Kot druga operacija je pa ta za ohranjanje teh metuljev, ki jih je prej tudi v prezentaciji predstavil Vinko, to so ti mravljiščarji. Tukaj je pa glavna zahteva, da košnja in paša ni dovoljena med 15. junijem in 15. septembrom. To bi ta čas, da se lahko gosenice normalno razvijajo. In pa druga zahteva je, tu pa je obvezno pustiti, je potrebno pustiti ta nepokošen pas, ki smo ga že prej izpostavili. Tudi tukaj so določena območja, kjer je možno vpisati to operacijo tudi na območju Nova Gorica. Tretji ukrep je pa za varstvo koščca, ki smo ga tudi že prej spoznali. Tukaj je pa že v letošnjem letu uveljavljena sprememba. To pomeni, da smo v lanskih letih smo financirali projekt, v katerem so predvsem vodilni partner Zavod za varstvo narave in pa tudi vsi ključni kmetijsko-gozdarski zavodi, Kmetijsko-gozdarska zbornica, Društvo za preučevanje ptic in pa tudi nekateri kmetje in zavarovana območja so razvili novo operacijo, to je dvostopenjsko izvajanje tega ukrepa. Zakaj se je to zgodilo? Predvsem zato, ker na nekaterih območjih zaradi te omejitve pozne košnje po 1.8. je prišlo do širjenja tujerodnih vrst, jih je tudi prej že Vinko izpostavil, pa zato, ker tako kot je bila sedaj operacija zastavljena, nismo niti vedeli,
če je tam na tistem območju prisoten kosec. Ne? In sedaj v bistvu mi vsako leto, Društvo za preučevanje ptic vsako leto popisuje kosce po Sloveniji in oni točno vejo lokacijo, kje ta kosec gnezdi, in zato smo tudi potem prišli do novega ukrepa, torej vi še pišete v operacijo, v osnovi je pač košnja dovoljena le od 1.8., paša je prepovedana, ampak na podlagi podatkov, zdaj, če ugotovijo, da tam ptič ni prisoten, potem lahko že pokosite potem po 10.7. Drugače, če ptič je prisoten, pa je košnja še vedno prepovedana do 1.8., je pa zato pa potem dobite vseeno dodatno plačilo, ki je vezano na rezultat, torej rezultat, da ptica tam je prisotna. Tukaj je plačilo razdeljeno na 3 stopnje. Prva stopnja je, da je ptič sam se prehranjuje, druga stopnja pa je, da tudi tam na vašem območju gnezdi, potem pa tretja stopnja pa je v bistvu zgostitev te populacije, da je več ptičev prisotnih. In kot vidite, tukaj lepo finančno nadomestilo zagotovljeno. Je pa res, da je ta predlog teh kalkulacij še trenutno ni potrjen s strani Evropske komisije. To še vedno čakamo, tako da možno, da se še bo to kaj spremenilo. Tukaj je pa tudi še območje, kjer bo možnost, kjer je blažja možnost, pa še vedno je možnost vpis v to operacijo. No, nekako tako smo šli čez te ključne operacije, ki so letos še na voljo, pa bodo tudi na voljo naslednje leto, v obdobju izvajanja nove kmetijske politike po letu 2023. Zdaj, verjetno vsi veste, da smo že v letu 2019 pristopili k pripravi tega strateškega načrta, ki je nekako ta ključen dokument, s katerim bomo potem izvajali skupno kmetijsko politiko v naslednjem letu. V lanskem letu smo že imeli na voljo 2 osnutka, ki smo jih tudi po celi Sloveniji predstavljali, potem pa še usklajevali z raznimi skupinami, deležniki, sektorji, pač ni da ni. In nekako konec leta smo potem ta osnutek prvo poslali na vlado, ki ga je potrdila, potem pa še Evropski komisiji, ker v bistvu do konca leta smo mogli to po zahtevu Evropske komisije tudi oddati. Tukaj imam na tem slajdu te glavne cilje, torej ta strateški načrt mora zasledovati 3 splošne cilje, torej predvsem prehransko varnost, ohranjanje okolja, pa krepitev socialno-ekonomskega tkiva podeželja. Med temi cilji so pa določeni tudi posamezni specifični cilji, med katerimi je eden izmed njih prispevek k zaustavitvi in obratu trenda izgube biotske raznovrstnosti, krepitev ekosistemskih storitev ter ohranjanje habitatov in krajine. In v bistvu moja danes predstavitev se bo predvsem posvečala temu specifičnemu cilju. Kaj je novost? V novem obdobju tam vidite, da piše po letu 2020, zato ker v osnovi je bilo mišljeno, da se bo začelo vse skupaj izvajati že v lanskem letu, ampak je potem zaradi korone se vse skupaj premaknilo. Ampak kot vidite, zdaj v tem obdobju smo imeli kot osnovo, ki je bila obvezna za vse kmete, to navzkrižno skladnost. Potem je bil še obvezna zelena komponenta, vendar je bilo izvajanje zelene komponente predvsem omejeno na velikost zemljišč in kmetije. Pa potem nad temi zahtevami smo imeli te prostovoljne ukrepe okoljsko-podnebne, ki so bili predvsem na 2. stebru. Sedaj v novem obdobju pa se v bistvu celotna navzkrižna skladnost pa zelena komponenta prenese na nek nov standard, ki se mu reče okrepljena pogojenost. Nad to pogojenostjo pa potem prostovoljno za kmete sta 2 shemi, okoljska shema in pa isto okoljsko-podnebni ukrepi 2. stebra. Torej, največja novost se mi zdi je to, da se tudi iz 1. stebra mora nameniti subvencije za okoljske vsebine. Torej, to je shema za okolje in podnebje, ki še bom potem kasneje vam dodatno predstavil.
Tukaj še imamo na hitro povzete te vse glavne novosti. Torej, okrepljena pogojenost, ki je v bistvu standard, to morajo izvajati vsi kmetje, ki prejemajo subvencije, in je v bistvu predstavlja neke vrste združitev te navzkrižne skladnosti pa zahtev zelene komponente. Potem pa sta dva nadstandarda, eden je ta v prvem stebru, ta SOPO, shema za podnebje in okolje, in pa predvsem KOPOP v drugem stebru. Kaj še je novost, da bomo verjetno vključili v definicijo upravičenih hektarjev tudi določene krajinske značilnosti, potem večje podpore bodo za ekološko kmetovanje, nove intervencije smo razvili, ki jih bom še tudi kasneje omenil, pa tudi po novem bomo imeli določene investicije tudi za namene, tudi za naravovarstvene vsebine. Vam bom potem kasneje predstavil. Tukaj glavne značilnosti pogojenosti, ki so predvsem nove, je ta zahteva, dobro kmetijski in okoljski pogoji 2, kjer bomo morali začeti varovati tudi mokrišča in šotišča. Potem ta DKOP 8 je tudi zelo pomembno, saj v okviru tega bomo morali začeti varovati določene krajinske značilnosti, pa tudi vezano na to je odstranjevanje teh tujerodnih vrst. Pa tudi ta zelo znani prepoved preoravanja travnikov, torej območja, ta OTT bo še vedno pač del te pogojenosti, kot je bil zdaj v zeleni komponenti. No, kaj je ta shema za podnebje in okolje? To je ta shema na prvem stebru, ki je sicer prostovoljna za izvajanje kmetom, je pa podobne so zahteve kot na KOPOP, torej imeti morajo najmanj 1 hektar kmetijskih površin, pa status aktivnega kmeta. To je ta pogoj, ki je za prejem plačil iz prvega stebra. Zdaj, katere so te ključne intervencije, ki smo jih v tem osnutku tudi poslali v Bruselj, so za 3 rabe, torej za travinje, za njive in pa za trajne nasade. Vse skupaj je 12. Na travinjo kot naravovarstveno pomembne so predvsem ta intervencija ekstenzivno travinje, pa tradicionalna raba travinja. Pri njivah je čisto novost, bomo imeli 2 intervencije za varstvo ptic, torej za plate golih tal, za poljskega škrjanca in pa varstvo gnezd pribe, ki bo tudi rezultatska shema. Torej, bojo dobili kmetje plačilo samo tam, kjer bo tudi priba gnezdila. Pa tudi za trajne nasade imamo eno intervencijo, kjer bo ohranjanje biotske raznovrstnosti v trajnih nasadih. Sedaj pa še vam bom predstavil intervencije drugega stebra, torej tega, ki se financira iz Sklada za razvoj podeželja. Tukaj vidite, je teh intervencij mnogo več. Predvsem za okolje so te ključne KOPOP, ki ste ga že poznali v tem obdobju, tudi ekološko kmetovanje, OMD plačila, to je že bilo vse odprej, potem pa so na novo plačila Natura 2000, pa plačila za upravljanje zavarovanih območij, potem naložbe s pozitivnim učinkom na okolje, neproizvodne naložbe, pa nova še tudi ohranjanje in vzdrževanje pasišč. Torej, kaj je novega pri tem novem KOPOP-u? Tukaj vidite, da je v trenutni verziji 32 različnih podintervencij. Izpostavil bi, da vse te, ki sem jih predstavil in so že na voljo v tem obdobju, bodo na voljo tudi naprej. Hkrati pa bodo na voljo nove, kot je na primer za vaše območje zanimiva suhi kraški travnik in pašniki. Pa potem tudi zanimivost je, da bo na voljo nova rezultatska shema, ki se imenuje ohranjanje suhih travišč, vendar večinoma za območja, ki so bila v okviru projekta Life to Grasslands, tudi že takrat, v okviru katerega projekta se je to razvijalo. To pa je predvsem za območje vzhodne Slovenije, tam Haloze, Pohorje, pa Kum. Kaj tu še nekaj zanimivosti, pač KOPOP predstavlja višji standard kot SOPO, načeloma plačila med sabo se ne konkurirajo, se ne podvajajo, skupaj pa v bistvu gradijo neke boljše rezultate. Ekološko kmetijstvo bo seveda še naprej del skupne kmetijske politike,
Potem pa tukaj plačila Natura 2000. To je zelo pomembna intervencija, ki smo jo uvedli v bistvu na podlagi opomina Evropske komisije zaradi slabega stanja travniških vrtic in pa metuljev. Kaj je pomembno, izvajala se bo le na malih območjih, torej predvideli smo nekje 1200 hektarov površin samo za to intervencijo. Na vašem območju je to planinsko polje, ta cona travniške morske čebulice, to je v bistvu rastlina, ki ji grozi izginotja na tistem območju. Kaj pa je glavni pomen te intervencije pa je, da mi lahko plačamo lastniku zemljišča nadomestilo za vse zahteve, ki jih mora pač izvajati na tistem območju. To pomeni, da če bi se država odločila in uvedla nek režim, neke prepovedi, ki bi bile obvezne, jih lahko mi potem iz tega naslova tudi plačamo preko plačil za Naturo 2000. Potem bi še kot zanimivost izpostavil po novem naložbe za upravljanje traviščnih habitatov. To pomeni, da bomo imeli subvencionirali investicije za nakup kmetijske mehanizacije, za spravilo travinja, torej razne kosilnice, pa tudi financiralo se bo tudi oprema za dosuševanje krme. To je ena izmed teh novosti, ki je tudi pomembna za naravovarstvo. Kot druga pa so neproizvodne naložbe. To je tudi čisto novo in v okviru teh investicij bomo pa subvencionirali naložbe v ohranjanje pašnikov, naložbe v ureditev raznih krajinskih elementov, torej mejic, suhozidov, raznih kalov, pučev, lokev. In pa tudi v to intervencijo so vključene tudi neproizvodne naložbe v ureditev zaščite živali na paši pred napadi velikih zveri. Zdaj, te investicije sicer so bile že na voljo v tem obdobju, vendar takrat niso bile definirane kot neproizvodne. Sedaj so in to nam tudi po novem omogoča, da lahko v te naložbe krijemo tudi nakup na primer nakup teh planinskih pasem psov za varovanje. Tudi nova intervencija je to vzdrževanje pasišč za rastlinojede živali. Kar je tukaj pomembno je, da smo nekako se odločili, da bomo dali pavšalno podporo za območje, kjer je velik pritisk rastlinojedih teh parklerjev, pač divjadi na travnike, na pač travnike v vaši lasti. To bi bilo nekako vse, kaj sem želel povedati. Zdaj, kot sem že povedal, mi smo lani to poslali v potrditev na vladi, še vedno sicer je to osnutek. Zdaj, od letošnjega leta naprej nas pa čaka to formalno usklajevanje z Evropsko komisijo, kar pomeni, da oni zdaj imajo neki 3 mesece časa, da pogledajo ta osnutek, potem pa bodo povedali, ali se strinjajo z vsebino ali ne, zato tudi je možno, da pride do raznih sprememb v samem strateškem načrtu. Hkrati pa nas tudi veže državna zakonodaja, da moramo spoštovati Zakon o varstvu okolja, kjer je za ta strateški načrt bil predpisana celovita presoja vplivov na okolje in v bistvu, ko bo to vse potrjeno, le takrat lahko začnemo z izvajanjem strateškega načrta. Samo izvajanje pa je pač predvideno za 1.1. naslednje leto. Kolikor imate kakršnekoli vprašanja, smo vam na voljo. Lahko pišete tako na spodnji elektronski naslov, lahko pišete tudi meni. Hkrati pa bi vas povabil na obisk spletne strani skp.si, včasih je bila stran programa razvoja podeželja, zdaj skp.si, na katerem je tudi celoten osnutek, ki sem ga zdaj pač zelo mali količini predstavil, tudi objavljen, pa tudi na voljo so nekatere druge predstavitve še. To je vse z moje stvari. Hvala za vašo pozornost, sem pa na voljo še za vaše vprašanje. Hvala za tole predstavitev, ki bo še kako aktualna v
prihodnosti. Če nimamo kakšnega posebnega vprašanja, bomo prosili, da se poveže na predstavitev kolegica iz Kmetijsko-gozdarskega zavoda Nova Gorica. Tako se vidi, Vse, je v redu. da vidimo, če se premika naprej predstavitev. Vse? Vse v redu je, Super. lahko začnemo. Hvala. Super, lepo pozdravljeni še z moje strani. Ko me je že Matevž predstavil, sem Elena Štendler iz Kmetijsko-gozdarskega zavoda Nova Gorica in sem zaposlena na tem projektu, v okviru katerega potekajo tudi današnja predavanja. No, danes boste z ogledom dveh primerov dobre kmetijske prakse na območju delovanja zavoda lahko spoznali, kako lahko na terenu kmetijstvo in varstvo narave sodelujeta z roko v roki. No, Kmetijsko-gozdarski zavod Nova Gorica deluje na celotnem območju Primorske regije, vse od občine Bovec na skrajnem severnem delu te regije, pa vse do obale na skrajnem južnem delu te regije. No, to območje je veliko dobrih 430.000 hektarov. Zavod je partner tudi v projektu Life IP Natura, v okviru katerega se izvajajo oziroma potekajo današnja predavanja. No, kot veste, je osnovno poslanstvo zavoda prenos znanja do kmetov. Ob tem pa se zavod zaveda, da brez zdravega okolja in ohranjene narave samo kmetijstvo kot tako ne more in v prihodnje tudi ne bo moglo preživeti. In zato se morata na terenu tako varstvo narave kot tudi kmetijstvo delovati z roko v roki. No, kot so že moji predhodni sogovorniki povedali, smo naravo v Sloveniji skozi generacije ohranili v takšni meri, da je med bogatejšimi v Evropski uniji in tako sodimo med države v Evropski uniji z najvišjim deležem območij Nature 2000. Enak trend se kaže tudi na nivoju regije, ker Natura 2000 območja pokrivajo kar 55%, torej nekaj več kot polovico površine celotnega območja Primorske regije. Zdaj tudi Matevž je že v prvi predstavitvi srečanja omenil, da je v preteklosti tudi kmetijstvo oblikovalo raznolika življenjska okolja, ki so postala pomemben življenjski prostor za številne rastlinske in živalske vrste. No, veliko takšnih površin pa je v zadnjem času pod pritiskom zaraščanja zaradi opuščanja kmetijstva, na drugi strani pa je vse večji pritisk predstavlja intenziviranje kmetijske dejavnosti. Tako da v projektu želimo v sodelovanju s partnerji različnih sektorjev in kar je najpomembnejši, tudi z vami kmetovalci na območju Nature 2000 Slovenska Istra oblikovati smernice prilagojene kmetijske pridelave oziroma dejavnosti, ki bi pripomogle k ohranjanju zdravega okolja in varovanju narave kot take, torej k varovanju in ohranjanju vrst in habitatnih tipov na tem območju. No, ukrepi bodo tako podpirali nadaljevanje kmetijske dejavnosti z določenimi prilagoditvami. Obenem bo tak način kmetovanja pomenil neko dodano vrednost, pridobljena sredstva oziroma neke druge ugodnosti v zameno za prilagojeno kmetijsko dejavnost pa bodo pomenile tudi možnost za nadaljnjo kmetijsko upravljanje brez nekih izgub oziroma izpada dohodka zaradi prilagoditev. Zdaj v nadaljevanju si bomo ogledali dva primera dobre kmetijske prakse, ki že sedaj z določenimi prilagoditvami kmetijske dejavnosti podpirata varovanje določenih vrst in habitatnih tipov ter ohranjanje zdravega okolja. No, v prvem prispevku bomo predstavili živinorejsko kmetijo na Natura območju Kras 1. Torej na Natura območju Kras 1 so na širšem območju Črnotiče oziroma na ožjem območju Debelih hrib pašniki, kjer se izvaja celoletna paša s premičnimi čredinkami,
in s premeščanjem oziroma prestavljanjem živine iz enega pašnika na drugega. Tako, zdaj pa si pogledamo še prispevek. Kmetija je mešana kmetija, živinorejska in vinogradniška. Večinoma, mislim, glavna panoga je govedoreja, nekaj konjev in nekaj koz. Je nekaj malega pa tega vinogradništva. No. Imamo približno 200, nekaj manj kot 200 hektarjev vse zemlje, ki jo obdelujemo. Tega so večinoma pašniki, drugo njive in travniki za košnjo, za spravilo sena. Odločili smo se za iti v ekološko kmetijstvo, ker smo praktično že prej delali na ta način, s tem, da zdaj bomo s tem lahko pridobili tudi certifikat. Ker itak smo samo s to pašo pa senom, brez dodanih gnojil in krmil močnih nismo nikoli nič dodajali. No. Ja, sigurno na področju prodaje živine je to dodatna cena, nekoliko višja. Ne. Plan imamo tudi prodajo mesa na domu, tako da mislim, da bo tudi s tem, kakor vidim, malo višja cena. Nekoliko višja. Ne. Plan imamo tudi prodajo mesa na domu, tako da mislim, da bo tudi s tem, kakor vidim, malo višja cena, tako da bo lažje preživetje. Mi smo na območju Nature 2000 *1. Na Naturi pašnike, mislim, samo travnike pasemo, ne kosimo, zato ker je preveč kamnito območje in se ne da, razen s pašo. Zagotavljamo krmo, sicer ne za celo leto, ker se ne znese čez zimo. Za konje sicer bi šlo, ker so malo manj delikati. Dočim govedo pa moramo dodajati seno, ki ga pridelamo dol na območju Istre. Površine imamo upisane v ukrep Habitat. Ja. Imamo mi te pašnike razdeljene v čredinke, tako da smo se tako zorganizirali, da do takrat na tem delu ne pasemo, da potem lahko začnemo, da gremo s tem ukrepom tudi noter. Kar se pa tiče krme, je sigurno že na tem kraškem območju malo slabša krma takrat, ker je tukaj res kamnit teren in so hitro suše. Tako da moramo paziti z telitvami, da imamo čim bolj zgodnje telitve, tako da že, če se le da, čim več krav odstavljenih damo na ta pašnik. S pašo pa začnemo po 30.5. Ja, hranljivost je sigurno slabša, zato ker tle pride hitro suša. Ne? In sigurno, da je nižja kakovost, ker ni una sveža paša. Ne? Na začetku, ko smo šli v ta ukrep Habitat, smo pasli, ker nismo vedeli, kako bo. In smo pasli tudi 6 leti krave na tem pašniku, ampak smo videli, da je precej padla prirast na teletih in smo potem s tem začeli, da smo imeli čim bolj zgodnje telitve. Tako so tudi krave manj izčrpane, teleta ima boljši prirast in potem, ko damo tukaj prazne krave brez telet na to pašo, se jim praktično ne pozna, ker je dovolj vseeno krme za prazne krave. In mi je prišlo prav tudi, da bi se rekel, kot en del pašnika pustim za kasneje in s tem je lih prav prišlo in smo tudi lih tega izbrali, ki je kot, ko bi rekel, še od vseh teh kraških pašnikov najbolj kakovosten bil, da sem ga lahko potem pustil ker je najbolj čist, najmanj zaraščanja in je največ trave gor na njem.
Tako. Tudi precej se zarašča, ker se klima spreminja, vidim, in po vseh teh požarih, ki smo jih imeli tukaj, je precej se začelo zaraščati tudi kulture, ki prej niso bile tukaj. Tako da zaradi tega smo se odločili tudi probati skozi rejo, da bi same čistile, ker delovna sila je problem, vsega ne moremo sami. Tako da se tudi na tem področju se kar trudimo, da se nam ne bo zarašlo preveč. Dodatno obremenitev je sigurno, evidence, ampak niso pa tako hudo. Samo kar se tiče prav tega ukrepa, ni spet taka stvar. Ne. Niso toliko zahtevno. Glede na to, da se vsemu treba prilagajati, da danes je treba tudi dosti pisati, je tako, da ni tako hudo. Tako, zdaj smo videli prvi primer dobre kmetijske prakse. Torej, če malo povzamem, kmetija je vključena v ekološko kmetijstvo in ukrep KOPOP z operacijami Trajno travinje 2, vinogradništvo, posebni traviščni habitati, kot je gospod Aljažu na posnetku omenil, to je operacija HAB, na kratko, in reja lokalnih pasemk in grozi prenehanje reje. No, operacije ukrepa KOPOP so plačili podpirajo in spodbujajo izvajanje nadstandardnih in sonaravnih kmetijskih praks. Kot vemo, nekateri tudi veste, da so te usmerjene v ohranjanje biotske raznovrstnosti in krajine, v ustrezno gospodarjenje z vodami in upravljanje s tlemi ter ublaženje in prilagajanje kmetovanja podnebnim spremembam. Torej so to plačila za kritje dodatnih stroškov in izgube prihodka zaradi izvajanja nadstandardnih zahtev. S temi plačili se vam kmetovalcem plačata delo in trud, ker kot skrbniki okolja s svojimi aktivnostmi poleg pridelave hrane ohranjate in varujete tudi naravo, vodo, tla in krajino. No, in ker že danes teče beseda o povezovanju kmetijstva in varstva narave, smo v prispevku, kot ste tudi že slišali, izpostavili operacijo HAB, to so posebni traviščni habitati. Ta se izvaja na ekološko pomembnih območjih posebnih traviščnih habitatov. Tam je namreč stanje ohranjenosti prostoživečih živalskih in rastlinskih vrst ter habitatnih tipov neposredno odvisno od izvajanja ustrezne oziroma neustrezne kmetijske rabe. No, za operacijo se ohranja kvalifikacijske travniške habitatne tipe in kvalifikacijske vrste rastlin in živali območij Natura 2000. Te so vezane na travnike, se pravi tako rastline, živali, rastline, metulji, ptice in druge živali. Ta operacija je vezana tudi na travnike, ki so vrstno raznoliki in pestri. Zdaj, pomembno je, da navedem še to, da operacija se izvaja na površinah oziroma na gerkih z vrsto rabe 1300, to je trajni travnik. No, zdaj pa, če pogledamo še drugi prispevek, oziroma ga najprej predstavim. Zdaj, v drugem prispevku bomo predstavili trajnostno in ekološko oljkarstvo na območju Nature 2000 Slovenska Istra. Torej, ta leži na obrobju vasi Sveti Peter nad dolino reke Dragonje v zaselku Sikori. Tako da, no, najprej si ogledamo ta prispevek, potem pa še malo povzamemo, kaj je bilo povedano v prispevku. Jaz sem Forte Janez, biolog, ki živi 42 let na Letišču. Letišče imenujejo lokalci tale kraj, to področje. Žena je rekla, da hoče imeti oljke, oljčni nasad, in sva ga pol pač naredila. 87 leta, vmes je enkrat pomrznil. No, in v začetku smo sledili načelom integriranega kmetijstva. No, zdaj smo pa že od leta 2003 smo prišli v prehodno obdobje, v ekološko kmetijstvo. Zdaj pač sledimo
tistim zakonitostim, ki veljajo v ekosistemih. Ta oljčnik obravnavamo kot ekosistem, kot agroekosistem. Tle je v bistvu tako, da ohranjam ta habitat. Se pravi, korone so zaraščene, z grmovjem, tako da vse ni nujno, da je ravno tista vrsta ptičev, ki mora živeti v grmu, ampak mu pa omogoče recimo, da uide v grm, kadar je ogrožen. No, ekosistem je en prostor, v katerem lahko definiramo natančno, kako prehaja energija, odkot prehaja v njega, kako potuje skozi trofične nivoje. Značilno za ekosisteme je tudi njihova biodiverziteta. No, in ko smo že ravno pri tem, tukaj ohranjamo biodiverziteto s tem, da ne kosimo redno, ne mulčimo redno nasada, ampak zmulčimo samo po pobiranju ob robu terase, kjer so drobne veje. Ostalo pa pustimo tega nasada, potem ne mulčimo več do pobiranja. Se pravi, kakšne 3 tedne pred pobiranjem, potem pa zmulčimo cel nasad, ker če ne se pobirati ne da oljk. No, s tem omogočamo pač spolno razmnoževanje rastlin, s tem ohranjamo genetsko diverziteto. Velika vrstna pestrost, ki se je pojavila v zadnjih par letih v tem nasadu, omogoča tudi opraševalcem, da opravijo svoje delo in istočasno seveda se ohranjajo tudi opraševalci. No, zdaj, prijatelj je pred 2 leti prinesel sem čebele, sicer pa so tle dosti razširjene divje čebele. Te tudi letijo pri nižjih temperaturah in tako naprej. Ko govorimo o ekokmetijstvu, ekološkem kmetijstvu, je neka navada ljudi, s katerimi se srečujemo, da takoj skočijo na tako imenovano zdravo hrano. Ne sme biti poudarek na tem, da bomo jedli zdravo. Poudarek mora biti na tem, da če smo že naredili en umetni ekosistem, kot je en takle trajni nasad, potem mu dopustimo, da se razvija, tako kot bi se pač razvijal vsak gozd. Z vsemi značilnostmi. S tem seveda se poveča tudi število ekosistemskih storitev. Pa še nekaj je, pri tej zadevi je dobro uporabljati ekosistemski pristop, kar pomeni, da obravnavamo takle ekosistem kot celoto, vključno s človekom notri. Se pravi, upoštevamo zakonitosti ekosistema in pa seveda zraven prištejemo človekovo delovanje v tem ekosistemu. Mi ne postavljamo nekih zelo visokih cen. Sledimo, oziroma tako bom rekel, smo med tistimi, ki imajo najnižjo ceno za ekološko pridelavo in smo malenkost recimo nad tistimi, ki imajo intenzivno pridelavo. Sigurno je nekaj, če ne uporabljaš fitofarmacevtskih sredstev, potem se pravzaprav takem nasadu nimaš kaj bati. In to je to, mi ne uporabljamo nobenih fitofarmacevtskih sredstev. Proti muhi se borimo tako, da omogočamo ptičem, da se mirno razmnožujejo in jih ptiči kar dobro kontrolirajo. No, obstajajo tudi te redne kontrole, kjer se lepo pokaže, kako imam jaz recimo lansko leto eden tistih, oziroma sem edini, pri katerem ni bila muha opažena do konca avgusta. Tako, če zdaj povzamem malo o tem prispevku, se pravi, na kmetijskem gospodarstvu z oljčnikom upravljajo po načelih ekološkega kmetovanja, torej ne uporabljajo škropiv in mineralnih gnojil. Potem pri upravljanju z oljčnikom sledijo načelom trajnosti. Nasad je zatravljen, ob zunanjem robu teras pomladi zmulčijo pot v širini mulčarja in vejice porezi.
ostal del nasada pa zmulčijo samo nekaj tednov, samo takrat, ko je potrebno, se pravi, obirati oljke, torej nekaj tednov pred obiranjem oljk. No, kot so že v prispevku slišali, brežine kosijo oziroma mulčijo, le vsakih nekaj let znižajo grmovje in drevje. Gnojijo spomladi s certificiranim organskim gnojilom, toliko kot je potrebno, glede na analizo tal in vsakoletni izplen. No, opažajo, da se v nasadu povečuje vrstna pestrost rastlin in živali, in še to, zasenčeno z nepokošeno travo poleti preprečuje visoke temperature v prvih nekaj centimetrih zemlje. V zadnjih letih so opazili še povečano število vrst uporabnih rastlin za človeka. In v oljčniku se pojavljajo pa tudi vrste, kot je recimo jadranska smrdljiva kukavica. To je kvalifikacijska vrsta za to območje, ki jo je potrebno varovati. Vidimo jo tudi tukaj na sliki, ki smo jo tudi mi posneli. Sicer je zdaj še ni čas, da bi še cvetela, zato mi je lastnik dovolil, da vzamem njegovo sliko, da si sposodim njegovo sliko in vam jo pokažem, kako tudi izgleda. No, vsi partnerji projekta si želimo spoznati še več takih primerov dobre kmetijske prakse in zato, če kdo izmed vas tudi izvaja kmetijsko prakso, ki podpira hkrati vrstno pestrost, varovanje narave in ohranjanje okolja, mi lahko piše na e-mail naslov, ki je podan zgoraj oziroma zapisan tudi v vabilu, ki ste ga prejeli po elektronski pošti. Vabljeni tudi k sodelovanju vsi tisti, ki bi to v prihodnje želeli izvajati, pa ne veste kako, pa lahko skupaj tudi najdemo rešitev oziroma odgovor na ta vaše vprašanje. Tako, to je z moje strani vse, hvala za pozornost. Če pa bo kdo imel vprašanja, sem tudi na voljo zdaj ali pa kasneje po predavanjih preko e-maila. Hvala.